greš v naravo, greš v gozd, dobiš navdih. S tem ven črpamo te naše nove ideje, nove krožnike. Se mi zdi zelo interesantno, kako se mi pol v glavi nekaj zapelje, kako bi nekateri okusi lahko šli skupaj. Tukaj so te možnosti neomejene in zato jaz mislim, da obožujem ta ne poklic, ampak ta moj hobi. Zgodilo se je, da so me pač navdušile stare jedi, jaz jih pa z znanjem, ki sem ga dobil čez leta, malo prelevim v modernejše tehnike, naredim kakšne nove, lažje krožnike in s tem skušam gosta čim bolj presenetiti. Kmetje nam pridejo nasproti, prav neverjeten, koliko obrazov, koliko pridelovalcev, koliko kmetovalcev, koliko enih predelovalcev hrane se vključi na koncu zgodbo in dobimo na krožnik tisto nekaj več. Najbolj všeč mi je, ko me pride vprašati, koliko velike pese pa ti želiš, koliko velik fižol bi pa ti želel imeti, do kje ti ga spustim, kdaj ti ga poberem. Tako da bom rekel, na tem področju smo res naredili en velik preskok v komunikaciji med nami. Konec koncev si vsi želimo na koncu en spomenik pustiti, narediti in bom rekel, sem najbolj vesel, ko dobim v kuhinjo mlad kader, na katerih lahko gradim, ko vidim, da jih zanima. Mi je pa zelo pomembno pri vsem delu, da se mi ekipa počuti dobro. Ker če ni prave kemije v kuhinji, ni prave energije niti na krožniku pred gostom. Zato na to res dam ogromen pozornosti.